Dobro jutro oziroma dober dan v zadnjih februarskih dneh. Nekako sem, tu sprememba je dalmatinsko glasbo, sem vam dal od zadaj, kar tako Tomislav Bralič, meni je on top, kakšen ima on vokal, tak je kot traktor. Sem ga mu častu v živo srečati, sva delala skupaj v Stožicah, koncert Klape. Pa je bil tudi on dečko Kašus, veš, kakšen vokal ima, si zasluži, da je. Dobro, niso vsa komadi njihovi sporočilno, ampak Tomislav je super dečko, on zna. Samo faksiranje. Mi smo mogli se mnogo stvari izobraziti kot samouki. Samouki. Pravzaprav, bolj ko je človek hodil v šolo, neko izobraževanje, bolj je človek indoktriniran. In v današnjih dneh, v današnjem času, se izkazuje, da je izobražen ta, ki je sam prišel do svojih spoznanj, do svojih zaključkov. In debat, ki se mi vse sort dogajajo, no, in ena izmed današnjih je ta, da jaz opravljam svojo misijo, pa nisem vedel, da je to moja naloga, dokler nisem jaz seštel svojega življenja, da nisem po nesreči izobražen okrog zvoka, da nisem brez veze izobražen okrog zdravstva, da sem bil pri tabornikih, da znam kuhati, da rad pečem, da imam, ne vem, tudi ploščice zafugiram, če je treba, pa tudi laminat položim, pač znanja imam mnogo, ampak nobene diplome nimam v roki, ker nič ne nuca. V bistvu je treba živeti, znati živeti in priti do znanja oziroma samo znanja in samo spoznanja sam. In dobro se nekako pokrije, to so naši lastni faksi, samo faksiranje. Naj si nataknejo urad svoje diplome pokvarjene, mnogo ljudi nas tudi pod točko razno ne dela tisto, kar smo, bom rekel, se izobraževali, indoktrinirali in tako. Sami morate pri sebi spoznati, če sem rekel, kaj je moja misija, svojo misijo, v bistvu vas čaka, samo da jo zagledate, skontate in seštejete. Jaz sem vam večkrat rekel, poslušaj notranji kompas, kaj te vleče. Pa dej na analizo svojo, kaj si bil v življenju, kaj misliš, da znaš. Zdaj to ne pomeni, da bom zdaj rekel, jaz pa znam pleskati, torej lahko odprem firmo za pleskanje. Ne, pleskanje je samo en košček znanja, pa drugo znanje je mešalko šraufati, ampak po drugi strani znati poslušati, in pa spet razločno govoriti, da boš dobro slišan, pa biti tudi kritičen, kaj je dobro, pa kaj ni. Všeč mi je, ko na glavo postavljamo vse znano in moramo. Za mano je dolgonosi Pinokio, ki je simbol, kako z lažjo raste nos. Narcistična motnja je zelo razširjen problem te družbe, ampak o narcizmu nas ni nobena šola nič naučila za zares. Sami smo mi to mogli dohvatiti in lahko rečem, da sem tudi psiholog, ker psihologijo sem študiral svojo, družbeno, in mogel sem na teh odrih, kjer sem se srečeval z nastopajočimi, nekako razumeti, da unga je strah, un je naduvan, un je pameten, ta je drugič na koncertu, in sem jih mogel nekako psihološko sestaviti, da so bile tonske probe prav narejene, pravočasno, da pač se ne sliši zato, ker je v strahu in tako. Pač psihologija je ena izmed stvari, ki smo jo mogli naštudirati, in kar dejtajo, še bolj obnašanje ljudi je res zdaj prihaja nam na videlo. Q nas je spomnil, da bomo morali spoznati, ne bo dovolj, da bo nam povedano. Tle vas probam stalno spodbujati, dajte seštevati pikice, dajte biti pozorni ne na to, kaj ljudje govorijo, ampak kaj ob tem
tudi pokažejo. Ali pa med tem, tudi kadar so tiho, ne. Jaz sem opazil pri sebi, ne, da ljudje pač nekaj bleknejo, želijo, da jih poslušaš, ko jim ti nekaj poveš, oni ne poslušajo več. In sam sem nekaj si rekel, pa nima smisla jim govoriti. Pa pride zapis do mene. Ne rabiš govoriti ljudem, ki te ne poslušajo. Govori tistim, ki jim to zaleže. In dajte se zavedati, glas vsakega od nas šteje. Naše pleme želi, da se izražamo. Da se izražamo na osnovi tega, kaj sami spoznamo. In tisto ni narobe. Ne vem, koliko ur materiala sem posnel, pa nimam neke kritike, da bi nekdo rekel, Turšič, tole si pa narobe rekel, tole se pa jaz ne strinjam in to ni tako. Ne? Zanimivo. Zakaj ne? Zaradi tega, ker moja projekcija mojega spoznanja je moja in je ta prava in ne more biti napačna, ker je narejena s čistim namenom. Evo, in tako nekako bi rad spodbujal vsakega izmed vas, da kadar boste govorili iz svojih lastnih izkušenj, ne rekla kazala, tisto ne velja, ne veste, od koga ste slišali, tako da to pozabi. Lahko slišite, ampak dajte v svoje življenje. In se samo izobrazite, ne? Krasno je videvati situacijo v svetu, kako se podira njihova lažniva zgodba, tako tega narativa, bom rekel, mediji zdaj že imajo resne težave okrog tega, da ne morejo prikriti resnice, da morajo nekako upoštevati glas ljudi. Jaz sem že večkrat rekel, zna biti, da je tudi RTV oziroma medijski svet že nekje kontroliran strani belih, da počasi lansira informacije, ne, te prave, da se marsikomu koščica v grlu zatakne. Tudi ideja Q-ja in, bom rekel, tega svetlobnega plana, ki je mnogo večji od tega majhnega plana temačnih, kjer jim je bila ideja nas potamaniti in oni so s plašnicami zavarovani sami v sebe. Njihova podmuklost, ne, je sicer izraz, ki ni slovenski, ampak hinavščina, laž, prevara, sluzavost, vse je tega kar neki, podtalnost tudi. Ta njihova lastnost more priti ven, more se izkazati in oni samo to znajo. Ne? In zdaj tle v tem malem svetu, kjer je podmuklost očitno vrlina, a ne, je zdaj prepoznani so, ne? Videni so in zdaj oni ne znajo drugače reagirati, kakor biti še bolj podmukli, pa ne morejo, ne. Oni so pod prevaro, da so lepi, delali grde stvari. Kako naj se obnašajo zdaj, ko jim je sneta, bom rekel, ovčja koža, pa se vidi, da je volk. Kaj bo zdaj? Ampak dokler je bilo kar delo nekako skupaj, so to še ugriznili. Zdaj pa kot da ni tega lepila, ne, ki je držalo to druščino skupaj. Pa naj si bo na nivoju mediji, politika, sodstvo, šolstvo, zdravstvo in vse skup, ali pa na nivoju ljudi vaše okolice, ljudi, ki so v vaši neposredni bližini. Ne bi si želel biti na njihovem mestu, ne? Ampak žal, sami so pripeljali do sem in zdaj. Oni so provocirali, mi smo reagirali, ne? Zdaj najlepše, da jim damo reakcijo, točno tisto, ki je niso planirali. To je šus nazaj. Z jezikom, valjda, ne, po ušesih, ne, boli. Moramo jim v ksiht povedati, da so lažnivci, ne. Ti, če si prepoznal lažnivca, mu reči v ksiht, ti si lažnivc, veš, pa ne sem zdaj, ti si hinavc že dlje časa, a ne. To je ena reakcija. Druga je smeh, pazi to. Humor je ena zelo pomembna. Smeh je pol zdravja, smeh zdravi, dajmo se smejati, bodimo nasmejani, ker tako višamo svojo vibracijo in kadar se smejimo, ego ne obstaja. In dajte razumeti, da če lansirate nekaj humorja, lahko na hitro opazite, komu humor ni všeč, ga ne razume, mu ne parira, ne?
In ti ljudje so že v štartu se pokazali, kdo so, da so temačneži, da so nizkotneži, da so primitivci. In ta primitivnost ne more voditi sveta, a veste, mislim, oni so nas probali zniževati samo podobo, da so nas pripeljali na svoj nivo in mi smo tu na nizkem nivoju bili, zdaj pa moramo iti mi višje in ne smemo dovoliti, da nas vlečejo dol. Lahko povabimo vsakega gor, jaz pravim vsem vse dobro, vsem je že vse odpuščeno, ampak nehajte lagati, nehajte se pretvarjati, ne mi kršiti moje 11. božje zapovedi, ki pravi, ne delaj se neumnega. Kaj ti, če se delaš dovolj dolgo neumnega, postaneš kaj drugega kot pa neumen, ne? In mi moramo užgati ume in biti umni, ne neumni, oni ga nimajo, mi pa ga imamo in ga moramo koristiti. Koristiti v dobrobit vseh, če drugega ne, zato da se nasmejamo sami, da se smeh širi. Žal moramo ločiti in klofniti in izpostaviti ljudi, da so, kar so, ker igra gre h koncu in mora se dokončati. Do konca. Jaz sem sicer večkrat rekel, sem vljuden, pa ne bom z imeni, ampak ko jaz imam stik z butaro, ko smrdljivcem, jaz mu nič ne šparam več. Zaradi tega se me izogibajo, zaradi tega je precej nevarnosti, da mi se spravijo na pse, zaradi tega ne smem priti v lokal s psom, čeprav ni nobenega znaka, da ne smeš, pa dovoljeno bilo, ampak ljudje so podmukli, hinavski in podli. Dosti je tega, oni so frajeri bili, oni so bili družbica, klapica, organizirani. Organiziran je bil tudi kriminal. Ne? In organiziran kriminal je ta družba, bom rekel, sodni procesi so rekli, organizirano kriminal, to je pa, ne, to pa ne. S tem, da so oni najbolj organizirani kriminalci, morilci, pedofili, trgovali so z adrenokromom, v tunelih so dogajali stvari, pa to nisem tam daleč stran, to je tukaj med nami. In ljudje na vodilnih položajih so konkretno sodelovali pri tem, da so ta slovenski rod, rod otrok, kar jih ima slava, ker slava je z veliko pisana, ne? Mi smo precej močni, ne? Tako kot Rusi, so nepremagljivi in mi smo slovanske krvi in zavedite se naše lastne veličine, da smo mi natargetirani. Zelo močno, če ne bi bili vredni, ne bi bili targetirani. Drži, drži. V Sloveniji so se mogli precej potruditi in mafija v Sloveniji in bivši Jugi je zelo, zelo visoko delovala, zelo močno in organizirano je delovala. Ampak kaj imamo krasen podatek, da Slovenija je na samem vrhu držav, ki ne zaupa stroki. Bravo, super smo Slovenci, še imamo zdravo kekčavo pamet in še jo bomo ozdravili in to je z znanjem. Ampak to znanje ni v knjigah. To znanje je lahko pridobljeno v življenju, z življenjem. Mi sami sebe moramo podučiti, kaj je dobro. Pa naj si bo, kako vrtnariti, kako hrano si pridelati, kako psihološko prepoznavati sebe in družbo, kako delovati prav, ne? Mislim, jaz znam dalmatinsko muziko, pa kar nekaj crkne, no, jaz to ne zastopam. Ta tehnologija tako meni nagaja, ne. Tako se trudi in Facebook, in YouTube, in tehnologija, vse flikant me ven. Evo, ne bo tako, drugač bo, ker sem se drugač zamislil. Sicer slište, ampak z napačnega vera. Mislim pa, to je neverovatno. Tako sem si zamislil. Ne vem, če vi slišite razliko, jaz jo. Čakaj, to je samo izobraževanje, samo faksiranje, ne? Fakulteta je bila zavajanje, to so bile pol resnice, pol znanja. Tisti, ki je hodil na faks, jaz ne razumem, kako ni dohvatil, da virusi ne obstajajo.
spet po drugi strani vsak pilot ve, da Zemlja je ravna. Zakaj so molčali? Ne? Pazi, mnogo ljudi molči in samo zlo ne bi zmoglo premagati ljudi, če ne bi imelo zraven podpornikov. Teh podpornikov je pa wow, in oni molčijo. Dragi moji, kdor molči, devetim odgovori, da je fucking pizdun in da je sodelavec sistema in je prodan Satanu, Bafometu, ne direktno, ampak posredno. Ne? In ne bo se dalo več molčati, ne bodo mogli neskončno biti tiho. Zdaj meni so všeč, kako se ti farizeji zdaj koljajo med sabo, bodite malo pozorni, kakšni so boji. Mislim, jaz še enkrat nočem konflikta, ampak dragi moji, oni koljajo drug drugega in zdaj obtožujejo in ne vem kaj, mislim, kakšne zgodbe vam prihajajo. Ti, bom rekel, zagovorniki resnice, ki so bili tako glasni, zdaj kar naenkrat so dobili amnezijo. Ničesar več se ne spomnijo. Dragi moji, mi nismo tako zelo pozabljivi, ne? Kakor oni mislijo. A veš, kdor laže, si mora precej zapomniti, ne? Sem češ si kaj zapomniti, moraš imeti tudi kaj v glavi soli. Zdaj oni soli nimajo, pozabljivi so zelo in mislijo, da smo mi pozabljivi še bolj kot oni. Pa to ni res. Mi smo samo vljudni, pa nismo reagirali na njihove laži, sumljivo nam je bilo. Če smo kaj rekli, so nas takoj zamedli, da to seveda ni res, kar govorimo. Dajte se zavedati, če nekaj veš, lahko 1000 ljudi govori, kakor češ. Če ti veš, pol veš. Zaupajte tej samoizobrazbi. Če boš dal 2 žlici soli na, ne vem, liter juhe, je najbrž preveč, ne, se mi zdi. Meni se zdi, da je to preveč in me ne bo noben prepričal, da je to zdravo. Ne, dati 3 žlice celo. Karikiram. To je samo izobraževanje in zaupajte mu. Če ste spoznali lažnivost, bravo, pol upoštevajte, da je laži mnogo, vse je laž. In ta lažnivi sistem mora pasti na tla na osnovi našega izobraževanja, kaj je res. Res je pa tisto, kaj je lastna izkušnja, ne more biti drugačna. Zdaj, jaz imam svoje, ti imaš svoje, on ima svoje. Ker smo vsi eno, smo lahko prišli do nečesa resnejšega. Resno razmišljam, da bi naredil eno Zoom skupino, če se vam zdi, dajte mi mičken povedati od spodaj, verjetno ta video ne bom dal na javno nikoli, tako da malo razmišljam, da bi naredili eno Zoom skupino, pa enega pa po enega, da se mi začnemo med sabo bolj spoznavati, da rečemo, grem malo poklepetati z mojimi, ne, ker dobro v srcu mislimo in se bomo nafiltrirali tako, da z nami sami pravi, nič napačnih, ne. Končno, prvi filter, če ne drugače, pa moj okrog mene. In ste zlati ljudje med mojimi sledilci in tako in se poznamo in krasno in lahko rečem, da smo se že potestirali energetsko, a ne. In ja, ful si želim, da se dobimo v eni bandi, po drugi strani, da si pomagamo drug drugemu razumeti in se razveseliti, ne, drug drugega. Bi se družili več, kakor se, ne. Čakaj, jaz sem tlele vam hotel povedati še 2 stvari, da njihova vrlina je podmuklost in to je vse, kar znajo, zato je direktnost nekaj, kar sovražijo in bodimo direktni do njih, do vsakega posameznika, ne gre drugače. Enostavno mediji probajo to utišati, cenzurirati, oziroma cenzura od zadaj funkcionira kot norc, ampak če ne gre tako, bo šlo pa 1 na 1, a je prav. Zato pa smo patrioti in to patriotskost moramo se zavedati, da nismo džabe tu, kjer smo, nismo džabe bili izobraževani, kar smo bili izobraževani. Ja? Izobrazili so nas starši, prijatelji, službe, odnosi, vse to je naša izobrazba. Ja. Šolska je še najmanj pravzaprav, ne? Njihove diplome ne nucajo nič. Ja, evo, samo uki smo psihologi, to sem si napisal, in podmuklost, direktnost jih pa kolje. Vse je v redu, humor je zdravilo,
tudi ko date nekaj humornega ven, vidite reakcijo, na osnovi tega se da hitro pričakirati, kdo je kdo. Bodite pozorni, kako ljudje reagirajo na to, kaj objavljate, kaj rečete, kako delujete, kako sploh stojite stoično in kako jim nekaj ni v redu. Nič hudega. Vlekli so nas za nos, ne? Mi nismo iz tega testa, mi jih bomo premagali. Oni nas niso premagali nikoli, vendar so nas vlekli za nos in nas nategovali, nam lagali, premagali pa ne. Mi pa jih lahko, ker ko je spoznana laž, pa je začeta govoreč biti prisotna resnica, takrat njihova igra ne funkcionira več, ker znajo samo eno igro, nič bat. Niso oni nobeni modreci, oni so butli navadni, ki so se prodali in morajo delati to. To je njihovo delo. In to je tista ekipa, ki je rekla, ja, ljudje so pa lenuhi. Ej, lenuh, nekaj sem si ful dobro napisal, pa zdaj le ta moment ne bom najdel. Nismo mi lenuhi, mi smo tisti, ki smo se štrumfali in smo zato mnogo delali, a ne, da smo se štrumfali, kako funkcionira njihov princip delovanja, igranja in zavajanja. Govorim na ravni visokih maškar ljudi v uniformah, ki so s sistemom v javni upravi, oni so v pravu, my ass so v pravu. Najhujše je to, ker njih bo zdaj ta satan izplunil, ker jih ne rabi več. Oni bodo pristali na trdnih tleh, oni do zdaj so imeli backup, zdaj pa se izkazuje, da ga nimajo več in bodo pristali ko cucki, premočeni, premraženi. Pomagaj mi, stari moj, prej si bil ti s satanom proti meni, zdaj ne ti pa pomagam. Počakamo malo, ne? Najprej se boš pokesal, ne? Najprej boš se mnogo pokesati. Moglo bi biti, da je lakše umriti, nego ljudima reči, oprosti mi, je rekel Džiboni. Zapomnite si to, ni to hec. Oni so ugodli hudi, ampak žal morajo ven iz lukne. Ne bo šlo, družba ne bo funkcionirala več tako, kot je tisočletja, gotovo je. In mi smo odgovorni, da jih prepoznamo in izobčimo, ne izobčimo. Mi moramo presejati, naj pleve gre skozi in naj na situ ostane zgolj zdravo seme. In zavedite se, da tisti, ki premoremo noter upoštevati moralno-etični kompas, ki smo mu bili zvesti, mi smo od Boga poslani, da ta svet pokažemo, da temu svetu pokažemo to seme, se posadimo in usklijemo in milijone semen. Zdaj, to je ta luč v nas, ki je, ampak jo moramo pihniti, ajmo, nič se bati, kar drekaču v ksih povedati, da je drekač, nima on moči. Ne bo vas udaril, ne bo vas poškodoval, bodite pa previdni, ker vam zna zastrupiti psa, pa preluknati gumo, pa vse sort vam nastaviti, kakšno past, ne. Tako da to pa ja, bodite previdni, ker kdor govori resnico, je najbolj osovražen. Ja, o meni se govori svašta. Ne bojim se tega, zaradi tega, ker moj karakter dokazuje, kdo sem in se me bojijo, ker če ne bi bil nič vreden, se me ne bi bal, ne? In tudi vas se bojijo, sploh takoj, kot prete gobac. Tako da, nič se bat. Oni se vas bojijo, nas bojijo, ne mi njih. Mi smo močnejši milijardokrat, kot oni. Skratka, oni so nas vlekli za nos, in so nam ga podaljšali in hvala Bogu smo zdaj postali detektorji njihove smrdljive igre in njihovega smrdljivega karakterja. Nimajo obraza. Nič več. Mislim, tisto, kaj smo gledali, je bila maska. In maske so tle. Videti je že na mnogo ljudeh, da so maske. Mnogo ljudi med nami že ni več, raznih beovičk in to. Probajo ustrahovati, evo, če skupina za COVID razpadla, pa takoj pride Marburg, zdaj kaj morajo sestaviti nazaj to skupino ali kaj. Zdaj, kaj je že ta Weigel je
Kongresnem trgu, ali ki je že govoril, kako je Putin fašist in morilc in to, in ga je publika zžvižgala, ni mogel nič povedati več svojih laži. Ne morejo in ne bojo. Ljudje smo se že začeli prebujati in ne smemo jim dovoliti, da se njihova laž širi. Ne? Zdaj, kako točno postopek, ne vem, ampak prvi primer je ta, da nek govornik pride in začne nekaj razlagati, seveda svojo laž, in treba ga je ustaviti, utišati. Ne? Torej, mi bi si mogli želeti javnih govorcev. Naj pride zdaj nam Golob kaj povedati na Trg Republike. Ne? Prosim, naj pride pred ljudi, ne pred kamero, pred ljudi povedati, pa da vidimo, kako mu pol gre. Ne? Seveda jih ni, ker so osrani do grla, presrani in osrani. Ne? In še enkrat, zavedite se, da smo močni, tisto, kar je v nas, je ulala, treba pa je to odpihniti strah stran. Treba je doliti goriva, dati jajca na mizo, reči, kaj je zdaj, dosti je, ne ostaje mene drsal. To je ta duhovnost, imejte v glavi. Duša je kot 14-letna deklica bila v Atlantidi, ne? Zvedava, navihana, predvsem pa zelo naivna. Tam je prišel lažnivec in jo je okrog prsta navrtel, to dušico naivno. To je v nas, naša duša je otrok, ostani otrok v sebi, ne odrast v tega resnega zategnenega. Tisti, ki je resen pa zategnen, pa se nikoli ne smeje, ta ni naš, a se zastopimo. 6000 let, če imam prav podatek, je bila naloga svetlobnega plana, da ta 14-letna dušica pridobi eno lastnost, ki jo prej ni imela. In ta lastnost je odločno reči ne, to pa ne pustim. Samo to. Ne rabiš Tibeta, ne rabiš nobene terapije. Ti rabiš reči ne. Pika. Zakaj ne? Pika je bila na koncu, nič zakaj. In ta ne je bilo nekaj, kar mi nismo znali uporabljati. In dajte se nekako sami pri sebi reči, tole je moja meja, dotle pustim, od tle naprej pa ne. In če je ne, je ne. Ne, zdaj sem še mal, ne. Predstavljajte se, kako bi bil vzgojen pes ali otrok, če mu rečeš, sedi, no sedi. In pes se uleže, a no dobro, pa lezi. Ne, če sem ti rekel sedi, je sedi. Ne boš ga vzgojil prav, če bo on nekaj drugega naredil. In ljudje delajo točno to. Ne? Ti mu rečeš, dej, ne mi srati, no on še serije, no pa še malo serije. In mi smo to dopuščali, ampak razžrti smo bili mi. Kaj enkrat rečeš ne, si ti zaščiten. Ne more negativna energija vate, če si pa rekel ne. Ne rabiš ti zdaj, ne vem kaj znanja, pa zaščite, pa kugle, pa plavi, pa ne vem, vijolični talasi, svetlobni, ne vem kaj. Ni merka borisati, ne rabiš. Reči je treba ne. Duhovnost je simpel, pimpel. Duhovnost ni to je temačni so tako razlagali, da duhovnost je pa nekaj težko dosegljivega. Ne, je treba reči, pa odpičite se mi. Ne? Predvsem vsi ti, ki jim rastejo nosovi od svojih laži in ki smrdijo okrog mene. In bolj, ko ste ozdravljeni, več, ko zdravljenja vložite vase, bolj te negativce zavohate in fizično ne morete biti več prisotni. Če ne, bejš! Umakni se od tega, nočeš tega. Ne boš najdel miru v trgovinskem centru, v službi, v družbi. Mir boš najdel v naravi, sam sabo. Takrat, kadar boš delal stvari, ki jih delaš rad. In tam boš najdel in mir in samo ozdravljanje. In samo ozdravitev je umik od tega, kaj ni naravno. Mesto ni naravno, narava je pa nam naravna, kaj ne? No, evo, simpel, pimpel, pa ne, je ne. Dragi moji, želim vam prečudovit ponedeljek in zadnje dni februarja. Bodite pogumni, opazujte okrog sebe, smejte se, pijte vodo, sezujte
čevelj, pa stopite v sneg, ne boste zboleli, ampak boste bolj ozdravljeni, kakor prej. Tako da, dajte malo poslušati predvsem sebe. Predvsem sebe, kaj imate radi in v tej smeri. To je ta pravi kompas. Ja, izobražujte se. Od znotraj. Ne brati velikih, debelih knjig, nič ne bo boljš. Uživajte, ljubljeni ste, smo in naše pleme je ponosno na nas, tako da veste. Res je. Vem iz prve roke. Ajde, čau.